Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, minister za notranje zadeve, gospod Aleš Hojs, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, doktorica Nuška Čaks-Jager iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ekipa UKOM-a, gospe tolmački za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na še eni novinarski konferenci o izzivih COVID-19 in opravičilo za začetno zamudo. Danes je v nekaterih mestih v Sloveniji že začelo množično testiranje. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, magistrica Marija Magajne, bo zato ob 12:45 dala ločeno izjavo z zadnjimi najbolj aktualnimi podatki o pripravah na in današnjem izvajanju množičnih testiranj s hitrimi testi. Na cepljenje se ni potrebno prijaviti, s seboj morate imeti le zdravstveno izkaznico ali osebni dokument. Rezultat testa boste po opravljenem testiranju preko SMS sporočila predvidoma v roku 15 minut prejeli na svoj telefon, zato se na mestu testiranja nikar ne zadržujte dlje, kot je to res nujno potrebno. Ker je bilo že ob odprtju točk za testiranje danes opaziti precejšen interes, vse, ki se boste še odločili za testiranje, pozivamo, da med čakanjem v vrsti dosledno upoštevate samozaščitne ukrepe in tudi navodila prisotnih redarjev. Upoštevajte, da so med vami lahko tudi ljudje s simptomi ali pa celo asimptomatični bolniki, ki se svoje okužbe nikakor ne morejo zavedati. Vzdržujte nujno medsebojno razdaljo, pravilno nosite masko, skrbite za higieno rok in kašlja, predvsem pa se na mestih odvzema brisov ne zadržujte. Kot rečeno, rezultate prejmete na svoj mobilni telefon, zato ni prav nobene potrebe, da na rezultate testa čakate na točkah odvzema ali pa kje v bližini. Včeraj je bilo opravljenih 7416 testiranj. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za skupno število opravljenih PCR in hitrih testov. Potrjenih je bilo 1504 nove okužbe, delež pozitivnih testov pa je včeraj znašal le 20,28%. Podrobnosti glede podatkov, tudi glede spremenjenega načina beleženja testov, pa nam bo v nadaljevanju novinarske konference pojasnila doktorica Nuška Čaks-Jager iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Novinarsko konferenco nadaljujemo s pregledom razmer v bolnišnicah. Včeraj skupno število COVID pacientov znašalo 1261, kar je sicer manj kot v nedeljo. Ena oseba manj kot v nedeljo, se pravi 207 oseb, se je včeraj zdravilo tudi na intenzivnih oddelkih. Skupaj je bilo v bolnišnice včeraj sprejetih 134 novih oseb, iz bolnišnic pa je bilo odpuščenih kar 119 ljudi, dan prej pa le 22. Zato je bilo število zasedenih postelj v nedeljo tudi toliko višje. Kot rečeno pa danes 10 manj. Tudi včeraj smo žal imeli smrti, v bolnišnicah je umrlo 25 oseb, ena še v negovalni bolnišnici, v domovih za starejše pa še 13, skupaj torej 26 oseb. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi. V ljubljanski UKC pa so imeli danes skupaj hospitaliziranih 348 COVID pacientov. Od tega jih je bilo 62 na intenzivni terapiji, 60 na COVID oddelkih, 2 pacientki pa na ginekološki kliniki. Poglejmo si še grafično predstavitev. Torej, opazen je ta skok, ki je posledica večjega testiranja v ponedeljek. Vidimo, da je prišlo bistveno več novih bolnikov v slovenske bolnišnice, a v primerjavi z dnem prej, ko je bilo odpuščenih samo 22, je odpuščenih veliko več, zato se je zdaj število zasedenih bolniških postelj tudi znižalo. Imamo še to numerično primerjavo. Torej, na bolniških oddelkih smo imeli včeraj 1054 zasedenih postelj, dan prej pa 1063. Na intenzivnih oddelkih je bila ena oseba manj, 207, skupno število pa je za 10 nižje kot dan prej. Torej, včeraj
v ponedeljek je bilo 1261 zasedenih postelj, dan prej pa 1271. Poglejmo še razmere v domovih za starejše. V domovih za starejše je na novo zdravljenih 219 stanovalcev in še 42 zaposlenih. Na novo okuženih v domovih za starejše pa je naslednje. 676 stanovalcev je bilo okuženih včeraj, tako da je zdaj aktivno okuženih 1909 stanovalcev, ampak vendarle naj spomnim, bili smo že na veliko večjih številkah, preko 2000 okuženih dnevno smo imeli. Skupaj je bilo v drugem valu do zdaj okuženih 9265 stanovalcev domov starejših občanov. In še 35 zaposlenih, aktivno okuženih je v tem trenutku 787 zaposlenih v domovih, skupaj okuženih v drugem valu pa je bilo do zdaj že kar 3561 zaposlenih. V posebnih socialno-varstvenih zavodih je bilo skupaj okuženih 301 uporabnik in 192 zaposlenih. Uporabnikov je bilo okuženih 10 na novo, 5 pa zaposlenih. Trenutno aktivno okuženih je 64 uporabnikov in 51 zaposlenih. In zdaj še seštevek vsega. V zavodih, ki sodijo pod okrilje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bilo včeraj na novo okuženih 226 ljudi. Največji porast okužb, se pravi več kot 10 stanovalcev, pa beležimo najprej v Sežani. V domu starejših občanov Sežana se je včeraj potrjeno okužilo 53 stanovalcev, v domu Deo Strnovo 22, v DSO Bežigrad 11, DSO Danice Vogrinc Maribor 13 in v DSO Ribnica še 10 stanovalcev. Kot smo že povedali, je včeraj na dopisni seji, včeraj zvečer, vlada z odloki uredila nekatere pomembne elemente pravil, ki bodo veljala med prazniki. Med drugim je vlada imenovala državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje, magistrico Marijo Magajne, ki je bila naša gostja že včeraj. Prvi gost današnje novinarske konference pa je minister za notranje zadeve, gospod Aleš Hojs, ki ga prosim za njegovo predstavitev sprejetega in tudi objavljenega odloka Ministrstva za notranje zadeve. Gospod minister, prosim za nek nastop. Hvala lepa, spoštovani gospod Kacin, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lep dober dan z moje strani. Torej, večina vsebine tega odloka je pravzaprav včeraj že bila več ali manj objavljena v javnih sporočilih, pa vendar na kratko zgolj to, kar smo včeraj sprejeli in objavili. Torej, najprej ne rečem, da je odlok, tako se je vlada odločila, v veljavi od 24. decembra do 4. januarja. To seveda ne pomeni, da ne bomo odloka na 7 dni preizkušali oziroma preverjali, ali so še podani razlogi, da tako kot je sedaj objavljeno oziroma tako kot bo od jutri oziroma od četrtka naprej veljalo, ostane v veljavi. To bomo pa seveda storili v primeru, torej spremembe tega odloka bomo storili v primeru, da se bo epidemiološka slika drastično poslabšala. Sam seveda v to iskreno rečeno ne verjamem, zato sem skoraj prepričan, da bo režim, kot je objavljen in ki stopi veljavo 24. velja vse do 4. januarja. Torej, na kratko, vse omejitve, posebej tista omejitev, ki je zapovedana in se nanaša na gibanje v nočnem času, ostaja tudi čez praznike. Torej, tako na božični večer, kot na božični dan, kot na praznik naše države 26. kakor tudi seveda za novo leto oziroma 2. januarja. Torej, omejitev gibanja v nočnem času ostaja od 21. ure zvečer do 6. ure zjutraj. Druga pomembna stvar, ki je v tem odloku sprejeta, pa je omilitev omejitve gibanja znotraj posamezne statistične regije oziroma celo več znotraj občin v času od 24.12. od 12. ure do 25.12. do
20. ure in enako od 31.12. od 12. ure do 1. januarja naslednjega leta do 20. ure. Torej v tem času je vsem, ki bodo želeli opraviti obisk zasebne narave, govorimo o obiskih zasebne narave, dovoljen prehod preko občinskih meja, brez omejitev, torej brez tega, da uporabljajo aplikacijo, brez tega, da imajo nek poseben vzrok, njihov vzrok in edino, kar morajo policistu oziroma tistemu, ki bi to kontroliral, povedati, je to, da se odpravljajo na obisk zasebne narave. Torej, ta obisk zasebne narave je omejen, v teh 2 dneh seveda je možno obiskovati, seveda ta omejitev omejena na 6 odraslih članov in pa vseh tistih otrok, torej to število ni omejeno, ki imajo manj kot 15 let. Sam ne pričakujem, da bi v tem zvezi prišlo do kakršnihkoli zapletov, stvari so relativno enostavne, tudi dovolj jasno pojasnjene, tako da verjamem, da bodo vsi, ki se bodo na zasebni obisk opravili, to, kar je nekako napisano, zapovedano, tudi upoštevali. Ob tem bi rad povedal samo to, da vlada priporoča vsem, ki se boste na te zasebne obiske odpravili, da vendarle pred dnevom, ko se tja odpravite, poskušate se v čim večji meri samoizolirati. Torej, ni priporočljivo, da v dneh preden želite obiskati svoje starše, svoje sestre ali brate, kakorkoli, imate intenzivne stike, kajti vsak tak intenzivni stik, ki ga opravite predtem, lahko potencialno prinese in seveda sami za to še ne veste, pa niti zboleli še ne boste, lahko pa boste že kužni in seveda prenašali virus, torej omejimo stike pred temi zasebnimi obiski. Torej, kaj drugega morda za zaključek povem še to, da bo vlada verjetno že danes popoldan odločila ali pa vsaj razpravljala o omejitvah, ki jih načrtujemo vezano na spremembo režima na naših mejah. Torej, sami nismo dežela ali pa država, kjer bi v tem trenutku imeli ne vem kako velike medsebojne stike ali pa obiske ali pa priliv ljudi iz Velike Britanije. Bomo pa vsekakor danes poslušali stroko. Stroka je del tega že predlagala, torej, da se vsaj začasno ta gibanje oziroma vstop v Slovenijo iz Velike Britanije omeji. In jaz računam, da bo vlada tako ali pa drugačno rešitev, verjetno tudi nekatere povezane z vstopom na naši južni meji, saj za čas po praznikih sprejela na jutrišnji seji na podlagi dogovora z stroko danes popoldan. Zdaj čisto na koncu mogoče vsem tistim, ki posebej tistemu delu ustavnopravne stroke, ki nekako meni, da je potrebno oziroma zapoveduje, da je potrebno vse to, kar razlagamo, vkolikor nismo dovolj jasni, pa seveda tudi vkolikor mediji ne boste dovolj jasni, prebrati tudi v Uradnem listu, torej tudi sam vso to ustavnopravno stroko, del te ustavnopravne stroke in vse tiste državljane, ki se jim naše razlage ne zdijo dovolj razumljive ali pa dovolj jasne ali pa razlage vseh vas novinarjev, napotujem tudi na spletno stran. Torej, vse stvari so objavljene na spletni strani uradnilist.si, tako da si lahko vse te stvari preberete tudi tam. S tem seveda zaključujem svojo predstavitev, sem pa seveda na razpolago za vsa eventualna novinarska vprašanja. Hvala lepa, gospod minister. 6 medijskih hiš imamo takih priklopljenih na Zoomu. Čakamo, da se prijavi prva z vprašanjem za ministra. Imamo vprašanje, da, za Svet na kanalu A. To bo najbrž Barbara Slukan. Se slišimo? Ja, slišimo se, izvolite. Pozdravljeni, Barbara Slukan, Svet na kanalu A. Jaz imam pa v bistvu vprašanje znotraj tega, kar ste pravkar povedali na to prehajanje občin 24. in 31. Se pravi, rekli ste, da lahko potovanje med občinami opravimo za obisk družine, za druženje z našimi družinskimi člani. Zanima pa me, kako da ste se odločili, da tudi policijske ure ne bi podaljšali, glede na to, da vemo, da bo večina ljudi verjetno šla nekakor kosila ali pa tudi večerje in na tak način zagotovili recimo vsem državljanom, ki se bodo odpravili na tak izlet, da bi se vrnili domov brez naglice. Hvala. Ja, o tem smo kar nekaj časa razpravljali, torej vaše vprašanje je zelo logično, zelo smiselno, če ga
Morda malce poenostavim, če sem vas prav razumel, sprašujete, zakaj se ljudje, recimo, potem, ko bodo skupaj praznovali ob 2. uri zjutraj, ne morejo vrniti domov, ali pa zakaj ne morejo priti na obisk šele ob 10. uri zvečer, ne? To je verjetno bilo vprašanje. Zdaj tukaj ne bom jasen, da seveda smo o tem kar precej časa razpravljali, smo pa nekako se ocenili, da prvič, ni smiselno spreminjati pravil tik pred zdajci. V preteklosti smo bili tudi z strani medijev velikokrat deležni kritike, da se stvari spremenjajo iz dneva v dan. Tokrat smo se odločili, da teh sprememb iz dneva v dan ne bomo naredili. Še bolj važno kot to pa se mi zdi to, da sem prepričan, glede na, naj temu rečem, kar veliko število tistih, ki tej vladi nagajajo, da bi tako skrajšanje ali pa tako omejitev ali pa tako dikcijo v tej spremembi mnogi izkoriščali in bi jo predstavili takole. Torej, vkolikor bi odpravili to omejitev gibanja v nočnem času, sem prepričan, da bi mnogi stali ob 11, ob 12, ob 1 ali pa ob 2 zjutraj na kakšnem mestnem trgu, to pojasnjevali s tem, da odhajajo ali prihajajo k svojim sorodnikom, kar bi bilo seveda več ali manj jasno očitno izigravanje odloka. Zato smo se odločili, da ta omejitev ostane v veljavi in s tem razblinimo vse dvome, ki bi tudi takim potencialnim kršiteljem padle na pamet, in seveda na nek način razbremenimo vse tiste, ki morajo, to pa je predvsem policija, redarstvo, inšpekcija, ki morajo biti v teh dneh v polni delovni obveznosti in bodo seveda te omejitve tudi nadzirali. Hvala lepa. Kaže, da ni drugih prijav. Ne, res ni. Gospod minister, hvala za vašo predstavitev in hvala novinarki za zastavljeno vprašanje. Naš drugi gost pa je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Simon Zajc. Tudi njega prosim za predstavitev njegovega odloka. Spoštovani, lepo pozdravljeni, dober dan, tudi v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlada je z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije včeraj sprejela odlok, s katerim zmanjšuje število odprtih dejavnosti v medprazničnem času. Torej, v obdobju od 24. decembra do vključno 4. januarja bo tako dovoljeno le obratovanje določenih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe, in sicer prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah. Poleg tega še lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta, dostavne službe, dimnikarske storitve, ampak pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve, prisoten samo en izvajalec. Če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave. Upravljanje dimnikarskih storitev pa ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljenih storitvah ni mogoče prezračiti. Potem so še dovoljene individualne, nezdravstvene, svetovalne in terapevtske storitve, kot primer psihoterapija, akupunktura, osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno, ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Še naprej pa velja tudi prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov. Pri ponujanju storitev in blaga v zaprtih prostorih se še vedno mora zagotoviti 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko, ali pa v primeru, da je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, eno stranko na prostor. Prav tako se morajo upoštevati vsa ostala higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja.
Pomembno je, da se pri ponudbi ter prodaji blaga in storitev zagotovi tudi minimalni možen stik s potrošniki, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov ter razkuževanje rok pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. To so 3 osnovne, a zelo učinkovite rešitve. Glede režima čez praznike naj še poudarim, da se industrija v tem času ne bo zapirala. Pozivamo pa vsa proizvodna podjetja, da v tem času odredijo kolektivni dopust, če jim to dopuščajo razmere in pa seveda, če zmorejo delo tako organizirati. To, da smo v prejšnjem tednu sprostili nekatere dejavnosti, je bila zagotovo prava in pozitivna odločitev drugega vala. Storitvenim dejavnostim smo na ta način želeli vsaj v vmesnem času zagotoviti delovanje. Negotovosti, oziroma napetosti, ko se je kriza poleg zdravstvene in gospodarske razvila še psihološko krizo, je bilo namreč že preveč. In to ne velja le za trgovce in obrtnike, ampak tudi za vse nas državljane. Da bi bil praznični čas miren, epidemiološke številke pa ob začetku novega leta bolj optimistične, pozivam vse državljanke in državljane, da še naprej dosledno upoštevate vse preventivne ukrepe in da k temu z dobrim zgledom spodbujate tudi ostale. Naj novo leto vsem nam prinese upanje in tudi nov zagon za uspešno reševanje epidemioloških izzivov. Hvala. No, zdaj pa dajemo možnost novinarkam in novinarjem, če je kako dodatno vprašanje za našega drugega gosta, državnega sekretarja iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zajca. Kaže, da ne. Ne? Res ne. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Kot smo povedali že na začetku naše novinarske konference, je naša prva gostja danes doktorica Nuška Čaks-Jager iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki nam bo predstavila zadnje epidemiološke podatke in predvsem pojasnila že spremenjen način zbiranja podatkov o testiranjih, tako teh hitrih antigenskih testih, kot tudi PCR testih, ki je vstopilo v veljavo ta teden. Doktorica Čaks-Jager, prosim za vašo predstavitev, potem pa tudi za odgovore na morebitna vprašanja. Hvala lepa, spoštovani. Kot je bilo že napovedano, smo v tem tednu začeli aktivno beležiti tudi vse rezultate za hitre teste. Seveda je tehnično ta zadeva nekoliko velik zalogaj, zaradi tega se od nedelje do danes še ustvarjajo podatki oziroma zbirajo podatki in jih moramo sproti tudi še preverjati, vendarle pa teče sistem tako, da se v sistem pozitivnih, tisti sistem, ki ga epidemiologi dobimo z podatki o potrjenih primerih, s PCR-jem stekajo tudi podatki potrjenih primerov s hitrimi testi. Tehnične rešitve bodo omogočale, da se bo to zbiralo na tak način, da ne bo podvajan in da bomo seveda imeli podatke ločene tako za ene kot za druge in jih s tem tudi lahko analizirali ter naprej hkrati tudi vas obveščali. Danes seveda je prvi dan take analize in lahko poudarim, da smo zaenkrat znotraj tistega števila, ki je bil prikazan skupno v prejšnji tabeli, zabeležili 5763 testiranj včerajšnjega dne s PCR testi, od katerih je bilo 1474 pozitivnih, to je nekje 25,6%, medtem ko je bilo število testiranih s hitrimi testi 1653 in potrjenih 30. Kot rečeno, je to prvi dan in verjetno še ne ta prava referenca za to, da vidimo, koliko hitrih testov, s kakšnim odstotkom pozitivnih se bodo stvari vrtele. In če pogledamo na hitro celotno situacijo v Sloveniji, moram poudariti, da Evropski center za nalezljive bolezni od začetka oziroma prvega tedna decembra dalje ne obvešča vsakodnevno več o situacijah v državah. Zato tudi podatke
ne morem osvežiti za posamezne države in vam jih tudi ne morem na ta način podati. Je pa eno glavno sporočilo, da se situacija v državah Evropske unije kar nekako umirja ali pa vsaj ostaja na istem nivoju, kot smo ga podali in analizirali prejšnji teden. Če gremo kar naprej, ker te številke so vam znane in pogledamo deleže. Do 20. torej do nedelje smo beležili, kot rečeno, samo PCR teste, od zdaj naprej bomo sledili in analizirali ter skupno podali tudi hitre teste vključene v ta sistem. Naprej vidimo graf, kot ste ga že navajeni, torej kako nihamo, nekako manjše opažanje vendarle je, da se ta krivulja spušča, ampak kot rečeno, moramo videti in bomo videli, kaj bo tudi za uvedbo hitrih testov in skupno analizo vsega. Če pogledamo posamezne regije, ostaja situacija podobna, kot je bila vsakodnevno že predstavljena. Zanimivo pa je 7-dnevno povprečno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Na ta način nekako izenačeno lahko primerjamo posamezne regije, ki so seveda različno velike, pa vendarle dobimo pa pravzaprav popolnoma enako sliko, kar pomeni, da tudi če upoštevamo število prebivalcev posamezne te statistične regije, je naš rezultat oziroma seznam tistih, ki z največjim številom okuženih tak, kot je pri samo potrjenih. Dnevno število potrjenih primerov med prebivalci in pa med oskrbovanci DSO-jev. V tem grafu vidimo torej od 1.10. dalje. Je zanimivo, da se je število oskrbovancev DSO-jev, kot vidite v zadnjih 3-4 postavkah, precej niža. In tudi celotno število potrjenih primerov nekako upada. Zanimivo pa je naprej, če pogledamo dve sliki, in sicer prva vam predstavlja 14-dnevno število potrjenih primerov po spolu in starostnih skupinah. Tukaj gre za absolutno številko. Je taka, kot smo jo že velikokrat predstavili in v skupinah, ki smo jih že prej omenili. To se pravi v starostni skupini nad 85 let in predvsem pri ženskah in pa v delovni populaciji. Če pa pogledamo naslednjo sliko, ko je pripravljeno na 100 tisoč ljudi, to se pravi, gremo pa na incidenčno stopnjo, gremo na število po spolu in starosti, na število ljudi, ki je v določeni starostni skupini, pa vidimo, da je pravzaprav največ obolelih v starostni skupini 85 let in več. Kajti pomembno je, da vemo, koliko ljudi v posamezni starostni skupini je, zato da lahko to med sabo tudi primerjamo. Število aktivnih primerov potrjenih COVID-19 v domovih starejših občanov po tej analitiki, po teh krivuljah rahlo upada, kar je seveda dobro in upajmo, da bo ta trend tudi tako ostal. Kako je z zdravstvenimi delavci? Nekako smo jih ne pozabili omeniti, ampak vendarle to je izpostavljena populacija in tudi tista skupina ljudi, ki jih izjemno potrebujemo, tako v domovih starejših občanov, kot v vseh zdravstvenih ustanovah. V tem drugem valu torej ni bil porast okuženih samo v tistem skupnem številu vseh prebivalcev, ampak vidimo, da je ta drugi val prizadel tudi kar veliko število zdravstvenih delavcev, predvsem pa žensk, saj vemo, da je tudi negovalno osebje predvsem tukaj notri tudi zajeto. Glede tedenskega in dnevnega epidemiološkega spremljanja umrlih vam prikazujem 3 slike, in sicer gre za tedensko spremljanje. Ponovno opozarjam, da ta kvadratek na prvem slajdu oziroma prvi sliki, prvem delu te slike opozarja, da vsi podatki še niso zajeti, pa vendarle neko upadanje sledimo. Število umrlih na 100 tisoč prebivalcev glede na regijo je prav tako zanimivo zaradi tega, ker nam pove ponovno tudi delež znotraj celotnega prebivalstva neke regije. In zanimivo, da sta Pomurska, Koroška in pa Primorsko-Notranjska
dokaj visoko po številu umrlih na 100 tisoč prebivalcev. In če zajamemo še število umrlih, pri katerih je bila okužba potrjena v 28 dneh pred smrtjo, glede na spol in starostno skupino, nam pravzaprav potrjuje že prejšnjo sliko, in sicer največ okuženih v starostni skupini 85 let in tudi število smrti v tej starostni skupini je največje. Ob tem prikazu trenutne situacije pravzaprav še dva poziva in dve prošnji. Prva je, da vsi tisti, ki boste želeli se, tako kot je bilo že na začetku rečeno, testirati s hitrimi testi, ljudno prosimo resnično, da upoštevate razdaljo, da tisti, tam kjer stojite in čakate v vrstah, da tisti, ki ste bolni, ne hodite v te vrste, ampak pokličete svojega osebnega zdravnika in se z njim dogovorite za to testiranje. Druga prošnja pa je za te praznike, kjer seveda potrebujemo bližino, potrebujemo svoje domače, pa vendarle ostanite znotraj svojih mehurčkov, če se le da. Tam, kjer so socialne stiske, vendarle se da presoditi, koliko razširiti do take mere, da večjega tveganja za te ljudi ne bo prišlo. Zato vsem vse dobro in prosim, pazite nase. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj si bomo vzeli en hipec, da se zamenjata gospe tolmački. Kot že rečeno, 6 medijskih hiš imamo danes priklopljenih na Zoom in po dolgem času imamo tudi spolno uravnovešene kvote, 3 novinarji, 3 novinarke. Prvo vprašanje bo za 24 ur zastavil gospod Mark Vidrih. Dobar dan, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Dve vprašanji imam in sicer glede vodenja teh novih statistik, ko ste prej omenjali današnje številke. Kaj če je teh 30 pozitivnih na hitrih testih, kaj če gre za neke lažne pozitivne zadeve in se potem na PCR testu pokaže negativno? Kako boste usklajevali te statistike, da ne bo prihajalo do kakšnih odstopanj? In pa drugo vprašanje, kaj bi svetovali ljudem, ki se z danes opravljenim hitrim testom, negativnim, čez 2 dni potem odpravijo na obisk k sorodnikom, brez skrbi, saj sem pred 2 dnevi opravil hitri test. Hvala. Hvala lepa za ti dve vprašanji. Seveda, predvideli smo pri vodenju statistik tudi vse te možnosti, ki ste jih omenili. Zato je strokovno tudi dorečen postopek, za katere teste se delajo potem še PCR testi, kako se jih beleži in kateri se bodo upoštevali. Tega je kar precej, tako da vam lahko samo zagotovim, da so vse te dileme, ki lahko prihajajo pri enem in drugem testu na plan, zajete v sistem in v vodnik, ki ga zdravstveni delavci in pa statistiki, ki to obdelujejo, upoštevajo. Zato, da ne grem v podrobnosti, ampak vendarle so te stvari zajete in bodo spremljene in tudi strokovno opredeljene, kdaj se kdo, zakaj uporabi in koga se testira še dodatno, ter se ga na ta način tudi pravilno opredeli in obvesti, glede na to, kakšno bo strokovno mnenje in strokovna odločitev glede na enega ali drugega testa in seveda glede na klinično stanje tiste osebe, ki bo tako situacijo se soočila. To je prvo. Drugo, če gredo na obisk, to, da se danes testirajo in bodo negativni, je presek situacije v tistem trenutku, kar pomeni, vsakdo, ki bo s hitrim testom negativen, ni oproščen izvajanja vseh higienskih ukrepov in vseh zaščitnih ukrepov, ki jih svetujemo. Kar pomeni, če greste k nekomu, ki je ogrožen, starejši, imate negativen hitri test, ne pomeni, da lahko brez maske, brez neke osnovne distance, upoštevanja higienskih ukrepov, to enostavno prevzamete kot varovalko. Ne. To so testi preseka v tistem trenutku, in seveda ni garancija, da čez 2-3 dni ne boste imeli simptome in se okužili še kje drugje.
Hvala lepa. Naslednje vprašanje bo za TV Slovenija zastavila gospa Petra Prešeren. Dober dan. Mene pa zanima, zakaj se to hitro testiranje še ni začelo v Mariboru in tudi nekaterih drugih krajih, denimo Kopru, se bo začelo šele po božičnih praznikih. In drugo vprašanje, ali bodo že danes zvečer na voljo podatki, koliko teh hitrih testov v okviru množičnega testiranja je bilo upravljenih in kakšni so bili rezultati teh testov. Hvala. Lahko vam odgovorim na drugi del. Seveda zvečer ne bomo mogli imeti še teh podatkov, zaradi tega, ker imamo sistem tak, da se do polnoči podatki zbirajo in potem naslednji dan analizirajo. Kar se pa tiče organizacije množičnega testiranja, je to v domeni Ministrstva za zdravje in teh podatkov nimam, tako da se prosim obrnite na njih. Hvala lepa. Gospa Prešeren, samo ponovim, kar sem povedal na začetku novinarske konference. Državna sekretarka, magistrica Magajne, bo pred Ministrstvom za zdravje dala posebno izjavo ob 12:45, kjer bo predstavila do sedaj dogovorjene načine testiranja, lokacije in potek in seveda odgovorila tudi na vsa druga vprašanja. To množično testiranje izvaja Ministrstvo za zdravje in bo v naslednjih dneh tudi komuniciralo vse ključne relevantne podatke v zvezi s tem. Zdaj pa gremo dalje. Za svet na kanalu A spet gospa Barbara Slukan. Ja, slišimo, ne? Jaz sem pa tudi pravkar dobila odgovor na svoje vprašanje, tako da se bom še enkrat z njim obrnila potem, kot ste rekel, ob 12:45 do pravega sogovorca. Dobro, preverimo, ali imamo še kako vprašanje v tem trenutku. Ne, ni prijav. Najlepša hvala. Hvala, srečno. Preden zastavim vprašanje, ali so kakšna vprašanja zame, bil sem opozorjen in v imenu celotne ekipe opravičilo za napačen podatek o skupnem številu vseh mrtvih. Mrtvih smo imeli včeraj 39, enega manj kot včeraj. Torej, zdaj pa so še kakšna vprašanja morebiti zame? Ne? Ni vprašanj? Novinarska konferenca je s tem lahko končana. Hvala vsem za sodelovanje in pozornost ter nasvidenje do jutri. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, gospa magistrica Marija Magajne, pa bo ob 12:45 dala ločeno izjavo z zadnjimi najbolj aktualnimi podatki o pripravah na današnje izvajanje množičnih testiranj s hitrimi testi. Hvala lepa in nasvidenje.